kaj v bistvu smo se zdaj naučili. Kak različne tipe izrazov zdaj razstavimo, ker to bo v nalogah bo pač mešano, ne bo kar pisali izpostavi, uporabi to formulo, bo pisali razstavi in potem se boste mogli znajti. Zdaj, kako se to zdaj znajdemo? Zdaj, vedno najprej preverimo, če se da kaj izpostaviti, ker izpostavljati se da iz dvočlenikov, tročlenikov, sedemčlenikov, stočlenikov, se pravi, izpostavljanje je tista glavna zadeva, ne? Najprej, prva zadeva, ki jo storimo, je, da izpostavimo. Potem pa preštejemo člene v izrazu. Kaj to pomeni? Ja, plus in minus ločita člene. Naprimer, če sta dva člena, to je takole, x na kvadrat minus 4, to je 2 člena, potem se lahko zgodi, da bo to ali razlika kvadratov, kar je to zdaj v tem primeru, ali razlika, ali vsota kubov x na 3 minus 8, ne? To bi bilo pa to. Se pravi, če sta dva člena, pa se iz njih ne da nič izpostaviti, potem bo eno izmed teh dveh pravil. Razlika kvadratov ali razlika ali vsota kubov. Ne? Seveda so še drugi, za dvočlenike so seveda še drugi načini za razstavljanje, ampak nekako v tem osnovnem smislu mislim, da je tole dovolj, da veste, a ne? Potem imamo trije členi, to pomeni, da imamo x na kvadrat minus x minus 6, to je Vietovo pravilo. Imamo 3 člen, 1, 2, 3 in seveda se ne da nič več izpostaviti iz njih. Če ne, vedno najprej izpostavimo, pa potem razmišljamo naprej, katero pravilo je. Ampak vedno, če so 3 členi, brez da lahko izpostavimo, potem je to Vietovo pravilo. Potem imamo pa še 4 členi, oziroma to je pravilo 2 po 2. 4 členi oziroma razstavljanje 4 členikov. To pa zdaj je pa x na 3 minus 4x na kvadrat, potem pa plus x minus 4, naprimer, ne? To bi bilo pa primer 4 členika, kjer se ne da nič izpostaviti, pa se po teh pravilih 2 po 2 izpostavi, ne? Pravi, vedno najprej izpostavimo, potem pa preštejemo člene in jih nekako razdelimo na ta 3 poglavja, a ne? Od teh 5 načinov bo pa že en pravi, kaj ne? Seveda. Tako. No, zdaj pa poglejmo, bomo si na primerih pogledali. Tule navodilo je razstavi. Razstavi in nikakor ne vemo, katero pravilo uporabiti, moramo pač razstaviti. Kaj zdaj naredimo? Pogledamo prvi izraz. Prvi izraz je takšen. Ima 2 člena in izmed teh 2 členov ne moramo nič izpostaviti. To pomeni, da bomo vzeli enega izmed pravil, ker je 4 je 2 na kvadrat, x na kvadrat imamo tu in 9 je 3 na kvadrat, bomo uporabili pravilo razlike kvadratov. 2x minus 3 in 2x plus 3. Pa poglejmo drugega. Aha, tule imamo x na kvadrat, 2 člena, ja. Zdaj pa, ne smemo pozabiti. Najprej poglejmo, ali se da kaj izpostaviti. To večkrat pozabite, pa škoda, no, ko je tako ključno izpostavljanje. Skupni člen teh dveh je x in od prvega ostane x pa minus 2. Tako, imamo zdaj prvega. Tule pogledamo, izpostaviti se ne da nič, imamo pa 4 členik. 1, 2, 3, 4 člene. Iz prvih dveh lahko izpostavimo x na 3, pa ostane x plus 6, potem pa plus 2 krat oklepaj, x plus 6 iz drugih dveh členov. Zdaj pa, če pogledamo tule, ne, imamo ista 2 oklepaja, če se še spomnite, in zato lahko napišemo tega pred vse, izpostavimo in tule imamo pa zdaj ostanek, ostanek je pa x na 3 plus 2. Takole. Pa naslednji, nič ne moramo izpostaviti, lahko pa damo na razliko kvadratov x pa x vsakega, 100 je 10,
na kvadrat in eden je plus, drugi je pa minus. Ne? Aha, dvočlenik, nič ne moramo izpostaviti, tule pa nimamo nič na kvadrat, zato bo to razstavljanje po formuli za kup. Zdaj v našem primeru a bo x, b pa 1. Rekli smo, v prvi oklepaj vedno napišemo enako kot je, ampak brez trojk, to pomeni x plus 1 krat oklepaj. V prvem je x na kvadrat plus 1 krat x, kar je kar x plus 1 na kvadrat. Tako. Tretje je še pa dvočlenik na kvadrat. To je Vietovo pravilo. Imamo zdaj dvočlenik, mislim tročlenik, 1, 2, 3 členi. To je Vietovo pravilo. Zdaj pa, rekli smo, tegale moramo dati na krat. Vmes tule pisala, ko imamo malo več prostora. Glejte, 4 krat 5, 1 krat 20, 2 krat 10, kaj še imamo, kaj mislim, da je to, ne? In zdaj iz katerih dveh števil lahko sestavimo minus 1. 1 plus 20 je 21, ni v redu. 20 minus 1 je 19, ni v redu. 4 plus 5 je 9, ni v redu. 5 minus 4 je pa 1. To pomeni, da 4 in 5 bosta dobri izbiri. Zdaj moramo še samo ugotoviti, kakšen predznak damo med njih. Ker je tukaj le minus x, to pomeni, da je minus nx, potem mora biti večja številka, to je 5 minus, ta pa plus. Zato, da je plus 4 pa minus 5 skupaj minus 1, 4 krat minus 5 pa skupaj minus 20. Tako. Tole so bile zdaj naloge. Zdaj pa še nekaj za vaše samostojno delo, kar bomo rešili pa kasneje.